Drage gledalke in gledalci, smo v Domu starejših občanov v Fužinah v Ljubljani, kjer so stanovalci pripravili razstavo Spomini še živijo. Razstava zgodb stanovalcev, ki živijo v tem domu. Z menoj je Vida Milošević-Arnold, pobudnica te razstave. Gospa Vida, kako ste prišli na idejo za to lepo razstavo, kaj vas je vodilo pri tem? V bistvu osnovna ideja ni bila razstava, ampak je bila ideja zbrati spomine in mogoče pripraviti en zbornik. Nastalo je spontano, ker pač prihajamo iz različnih koncev Slovenije in ko sem malo prisluhnila gospem, ko smo se pogovarjali o vojni, so bile zgodbe zelo pobarvane s tem, z katerega konca Slovenije so prihajale. In takrat sem že dobila idejo, da bi bilo dobro to zbrati. Potem je ta ideja za nekaj časa zamrla. Letos se je pa spet obnovila in ko sem to predstavila našemu delovnemu terapevtu, je bil zelo navdušen in je takoj iz tega speljal projekt, kako bomo pripravili za 27. april razstavo tukaj v domu. In je tudi zelo aktivno sodeloval. Imenovali smo en odbor, ki ga med sabo imenujemo, da smo uporniki, glede na to, da je pač bil praznik upora. Na dveh panojih ste opisali vašo zgodbo tudi vi. Ja. Na enem panoju pa še tudi vaš mož. Ja. Z ozirom, da se bliža 9. maj, dan zmage, bi vas prosil, kako ste vi kot otrok takrat doživeli 9. maj, dan zmage, ali ga doživljali takrat? To ste tudi opisali na enem od teh panojev. Ja, mama me je peljala s seboj na proslavo ob zmagi in spomnim se, da je bilo zelo veliko ljudi, godba, partizani, vsi so bili veseli, mahali so z zastavicami in tako naprej. Moja mama me je pa držala v naročju in jokala. In meni je bilo popolnoma jasno pri 4 letih, zakaj joče. Zaradi tega, ker se oče ni vrnil iz taborišča Dachau. In to mi je ostalo zelo tako prisotno v srcu in vedno ob tem prazniku se spomnim, kako smo praznovali ta prvi 9. maj. In kje je to bilo? To je bilo na Koroškem. Takrat se je kraj imenoval Guštanj, zdaj so to Ravne na Koroškem mesto. In tam je bilo zelo veliko dogajanja med vojno, tudi jaz kot otrok sem marsikaj doživela, nič sicer tako tragičnega, razen da sem izgubila očeta, sem tega takrat nisem še čisto dobro dojela, ampak tisto prisotno je bil strah, vedno nesproščenost, nikoli nismo vedeli, kdo bo prišel v hiši, veliko je prihajalo tako imenovanih raztrgancev, to so bili ljudje, ki so bili oblečeni v partizane, govorili slovensko, so pa hoteli predvsem zvedeti, če sodelujemo s partizani in če bi se izdali, bi nas potem seveda takoj ovadili. Mama je bila kurirka partizanska, pri naši hiši je bila javka, tako da smo bili kar angažirani. Jaz sem bila zelo ponosna, ker sem lahko, ko so mama in teta sta prali pogosto obveze partizanov, jaz sem jih pa lahko zvijala in se mi je zdelo tako krasno, ker jaz tudi sodelujem pri tem. In to mi je nekako zelo ostalo v meni, v moji duši, kako pravzaprav otrok doživlja takšne travme, ki sicer niso objektivno oddaleč gledano hude travme, ampak ta strah, ta negotovost, ta bojazen, da boš kaj izdal, je prisotna in to pusti potem posledice v življenju.